Na lastni koži sem preizkusil vse mogoče režime in vem, da bo človek večno iskal in taval za novimi načini življenja. Sovraštva ne poznam, ker nisem borben po svoji naturi, temveč bi rad vse objel, zedinil ogenj z vodo. Lepo pozdravljam vse, ki ste se udeležili današnjega dneva odprtih vrat Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Letos se srečamo nekoliko drugače, virtualno, zato vas že zdaj vabim k sprotnemu postavljanju vprašanj. Zastavite jih lahko v komentarje pod tem videom, naši strokovni sodelavci pa vam bodo skušali nanje čim bolj celostno odgovoriti. Čeprav se letos srečamo nadaljavo, verjamem, da boste tudi tako lahko začutili pristen duh, ki veje iz naših zidov. Toliko bolj, ko jih napajajo vedoželjni in veseli glasovi naših dijakinj in dijakov. Današnje srečanje so otvorile besede Vena Pilona, ki jih je v svoji korespondenci namenil prijatelju Borisu Pahorju. Ker so njegove besede aktualne tudi danes, je Veno Pilon pogosto navdih različnim dejavnostim in projektom naše šole, ki nosi ime tega velikega ajdovskega umetnika. Prav zato se zdijo te besede najprimernejša iztočnica za predstavitev gimnazijskega programa, ki poleg programa predšolske vzgoje tvori celostno podobo naše šole. Kako zelo je pomembna gimnazija tudi za našo širšo lokalno skupnost, bo predstavil ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, gospod Andrej Rutar. Lepo pozdravljeni. Bliža se odločitev o nadaljevanju šolanja. Odprli smo vrata zato, da bi nas bolje spoznali in se tako lažje odločili. Gimnazijski program je najsplošnejši srednješolski program. Kot tak odpira poti na vse možne študijske smeri. Predvsem pa lahko rečem, da najbolje pripravlja dijake na nadaljevanje šolanja na univerzitetnih programih. Kljub splošnosti programa pa na naši šoli poskrbimo, da dijaki lahko izbirajo med jezikovno ali pa bolj naravoslovno smerjo, obenem pa krepijo številne interesne dejavnosti. Pri nas ni edini cilj priprava na maturo, pa da ne bo pomote oziroma da ne bi kdo narobe razumel, naj povem, da smo lansko leto beležili izjemen rezultat pri rezultatih splošne mature. Vendar vedno želim poudariti, da se zavedamo potrebe po pripravi na življenje in delo ter krepitvi veščin, ki so pomembne za številne poklice. Vedeti moramo, da gimnazijci se pripravljajo na številne različne poklice. Prav zato posvečamo precej pozornosti prav kariernemu usmerjanju. Čeprav so k tem zavezane vse šole, smo prav mi v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko za naše dijake pripravili model senčenja na delovnem mestu, po katerem že pogledujejo tudi druge šole. Izpostaviti želim, da se učitelji pri nas posvetijo prav vsakemu dijaku. Mnogi ponujajo obšolske dejavnosti, pomagajo pri pripravah na tekmovanja, na pripravah na sodelovanje pri različnih natečajih, pripravljajo dijake na prireditve in podobno. Vključujemo se v aktivnosti na lokalni, državni, pa tudi mednarodni ravni. Zelo veseli smo pa številnih pobud, ki prihajajo direktno od dijakov. In pri mnogih smo tudi pomagali pri uresničevanju. Povratne informacije dijakov in staršev me navdajajo z optimizmom, da delamo prav. Menim, da so vzgojni in izobraževalni rezultati posledica predvsem zaupanja v sposobnosti dijakov. Mladi ste namreč sposobni več, kot se marsikomu zdi. Zato bomo po naši poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti še kar naprej vztrajali. Vabim vas, da se nam pridružite na tej poti. Pilonovci izstopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti. Znanjem krepimo različne življenjske veščine.
Srčnost kaže našo predanost ciljem. Ustvarjalnost pa spodbujamo, ko v posamezniku zaznamo in ovrednotimo njegovo enkratnost. Besedo prepuščam profesorju Matjažu Prezlju, ki bo predstavil, kako se naša vizija tudi povsem konkretno udejanja v programu gimnazija. Dober dan in dobrodošli na dnevu odprtih vrat srednje šole Ven Opilon tudi z moje strani. Sem Matjaž Prezelj in na tej šoli poučujem geografijo in zgodovino. Danes bomo naredili en tak virtualni sprehod po tej stavbi, ki jo vidite tukaj za mano. Predvsem z mano boste pregledali malce urnike, oziroma pregledali bomo predmetnik in dogajanje na šoli. Se pravi, stvari, ki poganjajo to šolo naprej, stvari, za katero ta šola bije, srce te šole bije. Takole, tukaj smo na vstopni strani naše šole in seveda vas zanima program gimnazije. Prva stvar, ki jo opazite v tem programu gimnazije, je seveda predmetnik. Mi smo splošna gimnazija, ne klasična, ne umetniška, ne tehniška, ampak splošna. Se pravi, večinoma boste videli, so tukaj predmeti, ki jih poznate že iz osnovne šole. Predmete delimo na 4 skupine. Imamo temeljne 4-letne predmete, ti so slovenščina, matematika, angleščina. Potem imate drugi tuj jezik, kjer izbirate med nemščino, francoščino in italijanščino, zgodovina in športna vzgoja. Se pravi, ti predmeti vas spremljajo skozi 4 leta šolanja. Potem imamo obvezne 3-letne predmete. To so geografija, biologija, fizika in kemija. Od 1. do 3. letnika, v 4. letniku pa kot izbirni predmet, ampak o tem nekaj več pozneje. Potem imate obvezne 1-letne predmete, ki so na urniku med 1. in 4. letnikom, pač enkrat v tem obdobju. To so informatika, glasba, likovna umetnost, psihologija, sociologija in filozofija. No, in na to imamo te izbirne predmete. Se pravi, poleg 4. letnika, ki je res raj izbirnih predmetov, kajti matura je sestavljena iz slovenščine, matematike, angleščine in 2 izbirnih predmetov. In tukaj imate napisano, med katerimi predmeti lahko izbirate. Lahko je to fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina, drugi tuj jezik, psihologija ali pa sociologija. No, lahko pa, če ste res dobri, izberete tudi višji nivo matematike ali angleščine. Ja, tole je 4. letnik, kot smo rekli, res veliko izbirnih predmetov, imate pa izbirne predmete že v 2. in 3. letniku. Zdaj, tukaj se lahko izbirate, ali se boste usmerili bolj naravoslovno ali bolj družboslovno. Če se nagibate v naravoslovno smer, potem se pustite šokirati predmetu, ki se imenuje študij okolja oziroma na kratko ŠOK. Res velik izbor vsebin z področja biologije, kemije in fizike vam bo prinesel veliko znanja na teh področjih. Kot vidite, imate študij okolja lahko v 2. letniku 2 uri in poleg tega 1 uro informatike, v 3. letniku pa ta predmet v bistvu pomeni dodatne ure pri biologiji, kemiji oziroma fiziki. Lahko se pa usmerite bolj družboslovno in izberete v 2. letniku 3. tuj jezik. Spet imate na izbiro nemščino, italijanščino in francoščino in glede na to, kaj ste zbrali 2. tuj jezik, potem izberete med preostalima 2 jezikoma. Poleg tega imate pa še 2 uri informatike. V 3. letniku pa informatike ni več in vam ostane samo ta izbirni 3. tuj jezik. Ja, toliko o predmetih. Ampak najverjetneje predmeti niso tisto, kar vas najbolj zanima. Verjetno vas bolj zanima tole spodaj, te obvezne izbirne vsebine. Kaj je zdaj to? 90 ur piše v 1., 90 ur v 2., 90 v 3.
in 30 v 4. letniku in najverjetneje imate že malo ideje, kaj naj bi to bilo. Zdaj, mi se bomo ogledali en film, ki je nastal med šolskim letom, med lanskim šolskim letom in prikazuje malce življenje na naši šoli. Zdaj, šola ni samo gimnazija, šola je tudi predšolska vzgoja. Se pravi, 2 programa imamo in skupaj je to okoli 500 dijakov. 500 priložnosti, skleniti nova prijateljstva, spoznati nove ljudi. Smo rekli kar srednja velika šola, ki je kar dobro opremljena, ne samo s tehnologijo, tudi s knjigami, kot vidite, tudi, prej ste videli, fitness opremljen. In res vsi se trudimo, da bi vam dali čim več znanja. Ampak ja, kakšno je življenje na tej šoli? Navadno v septembru vsi v pričakovanju prvega šolskega dne. Višji letniki v pričakovanju tega, da se spet srečajo z sošolci in sošolkami, da spoznajo mogoče nove učitelje, tiste, ki jih še niso učili. Tisti, ki pa prvič stopijo skozi srednješolska vrata, malce strahu stopijo, so zelo lepo sprejeti za strani ravnatelja in 4. letnikov. 4. letniki jim pripravijo krajši kulturni program, obdarijo ponavadi s priložnostnimi darilci in to je to. Potem pa imate priliko, seveda, v 1. letniku tudi se nadalje spoznavati znotraj razreda, ko imate razredni dan, oziroma šola vas seveda želi tudi spoznati, ko imate tak spoznavni dan, oziroma bomo rekli kar tako sprejem, uradni sprejem v 1. letnik, kjer skozi različne zabavne igre tekmujete 1. letniki med seboj in se borite za to, kdo bo najboljši 1. letnik na šoli. No, september gre kar hitro proti koncu, tam se srečate s prvim športnim dnevom, ko predvsem preizkušamo vaše fizične sposobnosti na pohodu. Pride oktober, pride mesec, ko imamo prvi projektni dan in prve počitnice. Že kmalu po počitnicah grejo lahko tudi na jezikovne ekskurzije, dijaki drugega izbirnega predmeta v Rim, v Berlin, tudi v Pariz, če jih je dovolj. Potem pridejo iz Nizozemske na obisk. Šola namreč že nekaj časa sodeluje z srednjo šolo Svetega Martina iz Maastrichta na Nizozemskem in seveda jim obisk tudi vrnemo v marcu. V decembru je vse v pričakovanju novega leta, novoletne prireditve. Seveda je pa to tudi čas, ko pridobivate še zadnje dobre ocene, preden pride do zaključka konferenčnega obdobja v januarju. V januarju navadno dijaki grejo tudi na drugi športni dan, to je zimski športni dan, drsanje, smučanje. 1. in 2. letniki gimnazije grejo na obvezne izbirne vsebine in največ vas izbere smučanje. V februarju, v tem kratkem mesecu, spet počitnice. Se pravi, vsake 2 meseca, dobro veste, so počitnice in tudi te predstavljajo zelo pomemben del šolskega leta. No, zdaj bomo šli vmes še pogledati galerijo dogodkov, kako to izgleda. O čemer vam zdaj govorim. Recimo tukaj imate generalko novoletnih igric, predvsem srednješolke, ki hodijo v 4. letnik predšolske vzgoje, imajo te novoletne igrice. No, vas mogoče bolj zanima tale novoletna prireditev. To bi imeli zdaj v decembru, če bi bile stvari res take, kot so ponavadi med šolskim letom. Žal tega letos tudi ni. No, ostali smo pri februarju.
Marec, mesec maturantskega plesa, mesec, kot sem vam prej omenil, odhoda na Nizozemsko, tudi ekskurzija v Firenco za prve letnike, sledi v aprilu še kakšna ekskurzija za predšolsko vzgojo, potem počitnice, maj je čas, ko se četrti letniki že počasi poslavljajo od šolskih klopi, obdobje, ko zaključijo uradni del šolanja in takrat v bistvu se že začnejo intenzivnejše priprave, tiste zadnje priprave na maturo. Tudi zaključno prireditev imamo v maju. Junij, čas, ki ga vsak dijak, vsak tudi osnovnošolec komaj čaka, čas podelitve spričeval in zaključka šolskega leta. Gimnazijci seveda se še zelo potijo na maturi, kar nekaj ekskurzij, kar nekaj dejavnosti organiziranih izven šole. In ja, recimo, da je bilo na kratko to o dogajanju na šoli preko leta. Seveda vam nisem naštel vseh ekskurzij. Dijaki obiščejo prestolnice mnogih evropskih držav, od Rima, Berlina in Pariza, ko sem vam prej omenil jezikovne ekskurzije, potem grejo v Grčijo, pa tudi v Atene, obiščejo tudi Dunaj, če so le razmere temu primerne. Se pravi, ekskurzij je kar nekaj in potrudili se bomo, da vam jih bomo tudi v prihodnje pripravljali. Zdaj, učitelji seveda, zato da bi vam dali čim bolj kakovostno znanje, poskusimo slediti dogajanju in se tudi čim bolj sami izobraževati. Zato šola sodeluje na mnogih mednarodnih projektih. Imamo Nama poti, naravoslovno-matematično izobraževanje, potem imamo Objem, izobraževanje v smeri bralne pismenosti, in imamo Podvig, kjer vas tudi dijake poskusimo spodbuditi k podjetnosti. Ja, zdaj pa mislim, da sem vam že kar nekaj informacij natresel. Če bi imeli še kakšno vprašanje, tukaj spodaj, na Facebook strani, zapišite. In mogoče že pred koncem tega srečanja vam bodo na katero od teh vprašanj tudi odgovorili. Možnost imate pisati tudi naši svetovalni delavki Tini Verčon. Lahko jo tudi pokličete v dopoldanskem času, ko poteka pouk. To bi bilo to. Z moje strani bi bilo to, kar imam vam zapovedati, in vračamo se spet k Lauri. Imejte lep dan in svidenja. Dan odprtih vrat ponuja tudi vpogled v mnoge šolske in obšolske dejavnosti. Obiskovalci se običajno sprehodijo po razredih, si ogledajo izdelke dijakov in prisluhnejo predstavitvam posameznih profesorjev. Kljub drugačni izvedbi, v katero nas je primorala trenutna situacija, vam ponujamo vpogled v delovanje naše šole. Naš sodelavec, multiplikator Samuel Farsur, je v sodelovanju z dijaki pripravil zanimiv prispevek. Oglejmo si ga. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je odlična izbira za vpis. Sama sem se vpisala na predšolski program, saj si želim v življenju postati razredna učiteljica. Rada bi poučevala otroke in jim delila novo znanje. Učitelji so nam vedno na voljo in nam ob težavah priskočijo na pomoč. S sošolci smo povezani, se razumemo in sedaj v času pouka na daljavo si med seboj pomagamo. Prvega šolskega dne pa se bom še dolgo spominjala. Naša razredničarka nas je prisrčno pozdravila in nam podrobneje predstavila program. Istega dne so nas prišli pozdraviti nekateri dijaki četrtih letnikov in nam dodali zagona za prihajajoča leta. Komaj čakam vrnitve v šolske klopi in praks pri otrocih v vrtcu.
Srednjo šolo Veno Pilon sem izbrala zato, ker me je od nekdaj veselilo delo z otroki. Najboljša izkušnja, ki sem jo doživela, je bila ta, da smo dijaki imeli možnost opravljanja prakse v tujini. Na naši šoli mi je najbolj všeč to, da se lahko tisti, ki imajo glasbo še posebej radi, pišejo v glasbeni razred. Če imaš tudi ti rad delo z otroki, imaš rad glasbo in si želiš postati vzgojitelj, menim, da je Srednja šola Veno Pilon tvoja prava izbira. Sem Felix Možina, dijak 4. letnika gimnazije Srednje šole Veno Pilon. In za šolo sem se odločil prav zaradi njene bližine mojemu domu. Vendar to ni glavna kvaliteta. Glavna kvaliteta se skriva v pristopu učiteljev, ki je skrati domač in profesionalen. Vredno je izpostaviti, da je ta pristop najbolj opazen pri predmetih, kot sta angleščina in matematika. Učitelji spodbujajo kritično mišljenje, ki se potencira znotraj debatiranja, ki pa poteka izven klasične šolske paradigme oziroma vzorcev delovanja. Živjo, sem Gaja, dijakinja 1. letnika Srednje šole Veno Pilon. Za to šolo sem se odločila predvsem zaradi tega, ker si v prihodnosti želim delati z otroci in zato sem izbrala program predšolske vzgoje. Na šoli mi res všeč to, da se počuti sproščeno in domače, tudi profesorji so zelo prijazni, so ti vedno pripravljeni pomagati in da sem izbrala to šolo je bila vsekakor moja najboljša odločitev. Srednjo šolo Veno Pilon sem izbrala, saj me je pritegnil občutek domačnosti na šoli. Učitelji se vsakemu posamezniku posvetijo na način, ki mu bo najbolj ustrezal. Vsak dijak lahko najde aktivnost, ki jo lahko goji izven učilnice, od športnih dejavnosti do medijskih skupin. Obzorja na mentorji širijo tudi s sodelovanjem z domačimi in celo mednarodnimi organizacijami. To nam omogoči, da razvijamo svoje kompetence in se naučimo procesa razvijanja svojih idej. Na Srednjo šolo Veno Pilona sem se vpisala, saj me je prepričal informativni dan, ki sem ga obiskala v decembru, ter sem od nje dobila veliko dobrih pohval in mnenj od dijakov, ki so ter še vedno obiskujejo Srednjo šolo Veno Pilona. Odločitve o vpisu ne obžalujem, saj sem v teh 3 mesecih in pol spoznala veliko novih prijateljev ter profesorjev, ki so ti vedno pripravljeni pomagati ter sodelovati s teboj. Ko sem se odločala med gimnazijami v naši regiji, je ta prevladala predvsem zaradi bližine športnega centra v Ajdovščini, ker treniram plavanje in tako uspem priti na trening. Naj poudarim izjemno pestrost razvojnih projektov na naši šoli, kot je podcast, kjer se ob zanimivih temah lahko sami izražamo, lansko leto celo v francoskem jeziku, pa mednarodne dejavnosti, to so izmenjave dijakov, ki so izjemna in nepozabna izkušnja in katere bi bilo škoda zamuditi. Če bi imela možnost, bi z veseljem vse to doživela še enkrat. Bonjour, je suis Laura et je vais présenter ma maison de rêve. Je rêve d'avoir une maison située dans le sud de la France, près de la mer. J'adore la Provence et la Côte d'Azur parce qu'il y a un climat idéal là-bas et beaucoup de beaux paysages. Les gens ont un mot de vie plus paisible.
Dober dan, sem Felix Zamožina in sem eden izmed tistih članov, ki smo se odločili, da bomo našim dijakom srednje šole Veno Pilon ponudili poslušanje podcastov. Kot prvo hvala, Felix, sicer virtualno za predanje besede. In sedaj torej kar. Jaz sem Nika. In jaz sem Zala. In danes bomo govorili o karanteni. Torej, spet smo na podobnem mestu, kot smo bili marca na začetku. Ja, precej. Ja. Če želim, lahko spremenim svet. Star sem 15 let in velikokrat razmišljam, kako bi spremenil svet, da bo prijazen za vse ljudi. Želim si brati in slišati o svetu brez vojn, lakote, nasilja, sovraštva, rasizma. Na televiziji želim gledati obraze srečnih ljudi. Veliko srečo imam, da o neprijetnih resnicah le berem in slišim in da živim v svobodni državi med ljudmi, ki me imajo radi. Naj današnje srečanje tudi zaključim s Pilonovimi besedami. Živi življenje in iz njega čim več iztisni. Dragi bodoči dijaki in dijakinje, naj vas ob izbiri nadaljnega šolanja vodita razum in srce. Iz prihajajočih srednješolskih let iztisnite čim več. Znanja vsekakor, a ne pozabite na tej poti prepoznavati lepote, ki jo ponuja sleherno življenjsko obdobje. Srečno!